Velikonočna poslanica vernikom, akcija zbiranja hrane uspela, sobotne čistilne akcije, gasilci potegnili črto, kulturni razpis pod lupo, premiera Ujeti pravi čas. Dragi bratje in sestre, kaj je bilo na prvih straneh časopisov v torek prvega postnega tedna? Ali kaj je bila prva novica pri televizijskem in radijskem dnevniku prejšnji teden, v sredo? Verjamem, da tega ni ve nihče, ker to niso resnične novice in zastarajo ob prvi novi novici. Oziroma, to niso novice, ki bi bistveno zadevale naše življenje. Edina novica, ki nikoli ne zastara in je večno nova in aktualna, pa je ta, da je bil pred skoraj 2000 leti kamen pred nekim grobom v Jeruzalemu na drugem mestu, da je bil odvaljen od vhoda v grob, da so bili povoji razviti in da je bil prtič posebej skrbno zvit na nekem drugem mestu. Ta grob je bil prazen. Dragi bratje in sestre, vabim vas, da na današnji dan, velikonočni dan, skupaj pohitimo v duhu v Jeruzalem, pred ta prazen grob. Se zazremo vanj in se vprašamo, kakšen je ta grob? Oziroma, kaj je sploh grob? Za grob je pomembno truplo. Za truplo je pomembna smrt. Za smrt je pomemben greh. In ko danes skupaj zremo v ta prazen grob, smo morda edino truplo lahko mi. Če živimo v grehu, potem živimo v smrti. Če pa se oklenemo Kristusa, ki je vstal iz tega groba, ki je smrt premagal, potem z njim to smrt premagujemo tudi mi. Zato nas velikonočni praznik vabi k pogledu navzgor, kjer je Kristus, kjer Kristus sedi na Božji desnici. Vabi nas, da v svetu živimo ljubezen, kajti kjer je ljubezen, tam ni smrti. Edina prava ljubezen pa prihaja od tistega, ki je večna in čista ljubezen, in to je od Gospoda. Ko smo zazrti v ta svet, torej navzdol, dostikrat v medsebojne odnose sejemo smrt. To lahko čutimo v zakonskih sobivanjih, to lahko čutimo v mnogih družinskih brodolomih. To ne nazadnje lahko čutimo na naših cestah, ki mnogokrat iz stez povezovanja in združevanja postanejo steze smrti. Dragi bratje in sestre, zato pogled uprimo v Jezusa. Bodimo neme priče novice, da je Kristus smrt premagal. Povsod, kjer se nam zdi, da ima smrt zadnjo besedo, da je veliko smrti, povsod tja vnašajmo oziroma prinašajmo resnico o praznem grobu, o razvitih povojih, o prtiču, ki je zvit na svojem mestu. Kajti kristjani smo kristjani prav zaradi te novice. Kristjani smo kristjani prav zaradi tega, ker zmoremo v svetu, kjer se vse ruši, kjer je to tema, zreti zarja vstajenja. In tega vam v teh velikonočnih praznikih v obilju želim. Tega vam želimo vsi dekanijski duhovniki, tega vam želijo sestre karmeličanke in to vam želijo sodelavci župnijskih Karitas. Veselo, aleluja!
Lepo pozdravljeni tudi v imenu televizije Medvode. Današnjo informativno oddajo smo začeli z velikonočno poslanico župnika v Preski Jureta Koželja, nadaljujemo pa v podobnem duhu s poročilom o tem, kako uspešna je bila župnijska Karitas Preska v akciji zbiranja živil in izdelkov za higieno. Gre za skupno akcijo Slovenske Karitas in trgovske hiše Hofer. 2 petka popoldne, 2 ure in 2 zaporedni soboti dopoldne po 2 uri so prostovoljci župnijske Karitas Preska zbirali pred Medvoškim Hoferjem izdelke za higieno ter živila za otroke in ostala osnovna živila, za katere ni bilo potrebno hlajenje. Odziv na akcijo Pomagajmo otrokom in družinam v stiski je bil odličen. Izkupiček je bil, če rečem, na težo dobre pol tone, to je 500 kg, v 8 urah. Bilo je 5 prostovoljcev različnih, so to zadevo opravili in ob tej priliki se bi najprej zahvalila kupcem, ki so bili neverjetni, pa tudi prostovoljcem, da so si vzeli čas, da so tamle dežurali in da ni bilo nobenih pripomb. Hvala pa tudi za idejo Hoferju, ker na ta način še nikoli nismo prišli do ljudi in jim povedali, kaj potrebujemo. In komu je sedaj vse to namenjeno? Ta prvi del smo že razdelili ljudem, ti, ki hodijo k nam po pomoč. Tako kot je bilo rečeno, so uporabniki samohranilci, vdovci, vdove, imamo umetnika, imamo velike družine, imamo ljudi, ki hodijo v službo, pa ne morejo preživeti, imamo upokojence, ki imajo pokojnino, pa ne morejo preživeti. Skratka, vsem tistim, ki so na robu preživetja, in ponovno bom povedala, da ni problem. Lahko pridejo tisti, ki čutijo, da rabijo in ne bojo šli praznih rok. Del zbrane hrane in higienskih potrebščin je v obliki paketov torej že dobil končnega uporabnika, pa še 5 jajčkov na člana družine za te velikonočne praznike priboljška. Še vedno velja, da Karitas delno krije tudi stroške položnic. V obeh primerih pa je potrebno predložiti odločbo Centra za socialno delo, ki sicer ni odločilna, iz nje pa se vendarle da razbrati položaj prosilca. Karitas pa lahko v nasprotju s centrom vendarle bolj človeško in manj birokratsko odreagira na stisko. Do Karitasove pomoči so sicer upravičeni tudi tisti, ki morda za kakšen evro presežejo državno določen cenzus. Skratka, vsi tisti, ki v pogovoru izkažejo stisko, čeprav dokazila morda kažejo drugače. V rokah držite punčko s prav posebnim namenom. Ja, namen je ta, da bi prosila gledalce Medvod, če imajo v omarah kakšno volno, kakšen konc blaga, da ga dostavijo na našo Karitas. Zakaj? Zato, ker ženske v zaporih v Igu nimajo materiala, rade pa delajo. In tole bitje, ki ga imam v rokah, je eno od izdelkov, ki ga delajo ženske na Igu. Na velikonočni ponedeljek pa čakajo tudi lična darila, da jih mladi župljani podarijo oskrbovancem Medvoškega doma za starejše. Mediji so se v tem mesecu precej razpisali o dvorcu Goričane in njegovi lastnici Nadškofiji Ljubljana in najemnici dvorca Papirnici Goričane oziroma njenem direktorju Andražu Steguju. Slednji je napovedal tožbo, s katero naj bi od Nadškofije Ljubljana zahteval vračilo 8,5 milijonov evrov, kolikor naj bi Papirnica vložila v obnovo dvorca. V uredništvu smo presenečeni, saj nam je Andraž Stegu še pred kratkim zatrjeval, da vse kaže na mirno rešitev tega spora. Pred slabim mesecem je pojasnjeval, da na vprašanje o odnosih z lastnikom gradu ne more odgovoriti, saj gre za poslovna razmerja in bi razkrivanje le-teh pomenilo najmanj kršitev dobrih poslovnih običajev, če ne še kaj hujšega. Kaj se je torej v zadnjih dneh odločilnega spremenilo, smo želeli izvedeti iz prve roke, vendar na odgovor še čakamo. Prav tako z veseljem pa bomo oziroma bi poročali o novem kotlu v Papirnici, o investiciji v višini 1 milijon evrov. Upamo, da že prihodnjič, tako kot upamo, da se bodo razmere v Heliosu po prihodu novega lastnika in po kadrovskih zamenjavah toliko normalizirale, da bomo lahko zastavili tudi vprašanja o prihodnosti Heliosovega obrata Preska, nekdanjega Kolorja.
Tudi letos pa so po naši občini potekale očiščevalne akcije. Tako kot je že v navadi, je bil prvi termin zaradi slabega vremena v veliki meri prestavljen na minuli konec tedna. S kamero smo preverili ekološko osveščenost v krajevnih skupnostih Medvode center, Zbilje, Smlednik in Pirniče. Očiščevalna akcija se načeloma organizira prvo soboto v aprilu, vendar je bila tudi letošnja žal deževna. Večina prebivalcev se je tako odločila, da svojo okolico očisti teden dni kasneje. Snemalcem sva minulo soboto najprej obiskala Zbilje, kamor vsak konec tedna zaide precejšnje število turistov. Pričakovali bi, da bodo imeli krajani precej dela s smetmi. Mislim, da ne, da je ta osveščenost ljudi je že kar dosti velika. Največ svinjarije nam prinesejo v bistvu tuji. Domači so po mojem se kar lepo navadili. Tudi zelo veliko se je teh košev postavili, tako da načeloma je kar pospravljen. Je pa res, da se skrbi tudi sprot, da je to očiščen. Saj gor na parkirišču recimo je zelo veliko smeti, je treba kar redno pospravljati, pa tle ob tej sprehajalni poti. Drugače pa mislim, da so ljudje s časom ratali, ker saj ni več unih velikih količin, ki po gozdovih, kot je bilo včasih, to se je kar malo spremenilo. Pred 2 letoma smo se soočili z bojaznijo, da se bo zaradi ukinitve organiziranega odvoza kosovnih odpadkov povečalo število divjih odlagališč. Na srečo smo ljudje dovolj osveščeni, da kosovne odpadke sami dostavljamo do zbirnega centra v nekdanjem Kolorju. Ali pa izkoristimo možnost enkratnega brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov strani podjetja Snaga. Pa mislim, da se ljudje kar malo bojijo. Seb najdeš še sem pa kaj, tudi hrano sem že videl noter zapakirano pa tako. Upam, da bo to sedaj tudi rešili s kakšnim mordarjem ali pa s čem. Drugače pa mislim, da takih masovnih odpadkov, kot so včasih kar s prikolico pripeljali, da ni več. Ustavili smo se tudi v krajevni skupnosti Medvode center, kjer prav tako nimajo pretiranih težav z odpadki. Občutno, da se zadeva spremenja iz leta v leto, je manj odpadkov okoli blokov, kjer so zgledno pospravili stanovalci svojo okolico. Drugačna zgodba se odvija na otroškem igrišču. Kjer smo lansko leto vložili z občino Medvode in krajevno skupnost Medvode center čez 20 000 evrov, da smo to uredili, zdaj pa mamice tam mečejo in čike, in papirčke, in bombončke otroci mečejo, tako da sem bil prav presenečen, tam bi moglo biti vsaj lepo urejeno. Dragan Đukić je prav tako pohvalil delovanje centra za zbiranje in ločevanje odpadkov in poudaril, da ljudem ni odveč tja pripeljati svojih kosovnih odpadkov. Ob tej priložnosti je izpostavil tudi problematiko plinske postaje na Sotočju. Včasih plinska, danes regulacijska postaja, ki služi Donit Tesnitu. S težavo so se soočili že pred leti in zanjo našli rešitev, vendar se je projekt ustavil, ker si je investitor vzel življenje. Problem tiči v tem, da postaja stoji na občinski zemlji. Jaz sem prepričan, pa tudi verjetno mnogi drugi, da bi ta objekt sodil na zemljišče Donita Tesnita. Ne vidim razloga nobenega, da bi bil na občinski zemlji in da služi nekemu drugemu namenu, ne pa za občinske potrebe. Ne verjamem tudi, da se kakšna najemnina plačuje tukaj, je pa to najlepši konec v občini Medvode. V primeru, da se postaja odstrani na njenem mestu, načrtujejo izgradnjo objekta, ki bo služil turizmu. Še prej čaka podpornike predloga srečanje s predstavniki Geoplina, v čigar lasti je plinska postaja. Jaz bom šel direktno na Geoplin. Upam, da se mi pridruži čim več ljudi. Tudi do Tesnita oziroma do vodstva Tesnita bom spet navezal stik in upam, da se ta zadeva umakne v letošnjem letu. Če pa to ne bo mogoče, saj v naslednjem letu mora to biti predstavljeno na zemljišče Tesnita, za katerega se to tudi uporablja. Kot vsako leto so se očiščevalne akcije zaključile z malico in družabnim srečanjem, ki združuje krajane in krepi medsosedske odnose. Kot že rečeno, čistilne akcije so se odvile tudi v krajevnih skupnostih Smlednik in Pirniče. Kljub manj številčni udeležbi kot v preteklih letih pa so poleg pobiranja smeti uspeli izvesti tudi 2 večji urejevalni akciji. Lahko
Lahko rečemo tudi zahvaljujoč manjšemu številu odpadkov in seveda dobri volji tistih, ki vztrajno kljubujejo nemarnežem in se vsako leto odločijo urediti kraj, v katerem živijo. V krajevni skupnosti Smlednik sta čistilno akcijo izvedli turistični društvi Smlednik in Dragočajna Moše. Hraško društvo je čistilno akcijo na kljub dežju izvedlo že v prvotnem terminu. V krajevni skupnosti Smlednik se je zbralo nekaj manj ljudi kot ponavadi. Približno 20 se jih je odpravilo ob glavnih prometnih vpadnicah v vasi ter na Stari grad in Kalvarijo. So se pa odločili, da čistilno akcijo združijo z delovno akcijo in po vasi postavili klopi. Ja, gre za to, da nadaljujemo in začeti lanskoletni projekt, ki ga zdaj dokončujemo, torej da postavimo nekaj parkovnega pohištva po naši krajevni skupnosti. Tukaj recimo na tej lokaciji smo se odločili, da postavimo klopco in pa uredimo en tak manjši prostor, predvsem zaradi tega, ker je precej obljuden s strani starejših, ki odhajajo recimo na pokopališče, pa potem, ko se vračajo in že tja so izrazili željo, da bi radi imeli eno tako mesto. Potem pa smo pogledali še, kje so tista najbolj frekventna mesta. Tako je krajevna skupnost klopi in mize postavila še na križišču in ob župnijski cerkvi na trgu Svetega Urha. Z udeležbo na čistilni akciji so sicer bili zadovoljni. Če gledamo absolutno število prebivalcev, potem bi rekli, da udeležba zagotovo ni dobra. Če gledamo pa tiste, ki ponavadi pridejo, pa je velika večina tistih tukaj. Če tako rečeva, sem zadovoljen z udeležbo tistih, ki vsako leto pridejo in nekoliko manj udeležbo strani tistih, ki mogoče se v te kraje priseljujejo, jih spoznavajo, pa se nekako ne odločijo, da bi se udeležili takih in podobnih projektov, ki krajane tudi združujejo. Glavna ugotovitev čistilne akcije pa je razveseljujoča. Smeti je vedno manj. Letos je smeti mogoče malo manj kot druge leta, no. Ampak so pa ene niste. Cigaretni odpadki, piksne pločevinke, prazne od piva, take stvari, no. Pa neki torbic, od tatov smo tudi dobili, take stvari običajne, nič pretresljivega, no. Danes sem nabral največ flašk, konzerve za pivo, konzerve za tune, konzerve za mleko, konzerve za pašteto, skratka, velikih je bilo, največ je pa bilo vrečk. In še to mi povej, zakaj se pa ti odločiš vsako leto iti na čistilno akcijo? Ker naravi pomagamo, da bo bila čim manj umazana, ker če ne snežujemo naravo, bo bilo katastrofa. Tudi v Pirničah se je zbralo nekaj manj ljudi kot ponavadi. 25 se jih je odpravilo ob glavni cesti v vasi vse do hidroelektrarne. Po spodnjem delu Pirniškega polja počistili so tudi okolico šole in pokopališča. Moram pa tukaj omeniti še nekaj, da 14 dni nazaj so člani lovske družine Šmarna Gora očistili ves del za vrha Vikrč in tisti konc in nabrali 5 kubikov smeti in poskrbeli tudi za odvoz, kar moram reči, da je vredno vse pohvale. Ob domu krajevne skupnosti pa je poleg urejanja vaškega parka potekala tudi akcija zbiranja starega železa in papirja. Na voljo je bila ponudba cvetja in zelenjave lokalnega vrtnarja, poskrbeli pa so tudi za nekaj velikonočnega pridiha s prikazom okraševanja pirhov. Tukaj smo zdaj malo uredili tole gredico z vrtnicami, mečkam smo potko uredili, spomenika letos nismo nič urejali, skratka tako, da bo tudi tukaj pred krajevno skupnostjo lepo in urejeno. V sodelovanju s krajevno skupnostjo in Dinosom se je postreglo tudi z možnostjo kosovnega odvoza materijala kovinske tehnike, cink, pločevina, aluminij in pa časopis. Tukaj je še ena dodana vrednost, ker v bistvu ljudje, ki pripeljejo te smeti, dobijo za to simboličen denar, to se pravi, vse se vrže na vago in enostavno odnesejo kakšen evro ali dva. Po dobro opravljenem delu pa je sledil tisti prijetnejši del z malico in druženjem. Tudi nadaljujemo v duhu prostovoljstva. Pretekli četrtek je na osnovni šoli Preska potekala okrogla miza v obliki delavnic z naslovom Skupnostno razvijanje pobud za mlade na osnovni šoli Preska. Lansko leto so prvič organizirali dobrodelni tek Teče vsa družina. Tudi letos, 14. junija, nameravajo tek ponoviti, le da so želeli skupaj s povabljenimi predstavniki različnih krajevnih skupnosti določiti cilj, zakaj bi zbirali denar. Skupno so se odločili za obnovo šolskega igrišča osnovne šole Preska.
Predstavniki šolske skupnosti in mladi prostovoljci so povabili na okroglo mizo vidnejše organizacije v kraju. Okrogle mize so se tako udeležili povabljeni predstavniki občine, krajevnih skupnosti, nevladnih organizacij in društev. Povabili smo vse, ki pozitivno razmišljajo in so pripravljeni nekaj narediti. Tako da smo zelo veseli pozitivnega odziva Javnega zavoda za kulturo in mladino, Zavoda za šport in turizem, Turistične zveze, Turistično-informacijskega centra, KUD, JARM in pa predsednika krajevne skupnosti Trnovec ter vse ostale posameznike in posameznice, ki se nam bojo na tej okrogli mizi pridružili, in jaz upam, da bomo skupaj zgodbo nadaljevali s tem, da bomo pobudo, ki jo bomo danes sprejeli, uresničili in seveda se tudi vsi skupaj dobili na dobrodelnem teku. Okroglo mizo so zasnovali v obliki delavnic v delovnih skupinah. Tako je 5 delovnih skupin, sestavljenih iz 5 članov, razmišljalo o 2 vprašanjih. Prvo vprašanje je bilo, kaj dobro deluje v kraju, drugo pa, kaj bi lahko delovalo še bolje. Kakšno podporo torej konkretno pričakujete od širše skupnosti? Pripravljenost za konkretno akcijo, za delati stvari skupaj, brez jamranja, kar je zelo značilno za našo skupnost na splošno, ampak da dejansko rečemo, ok, to bomo naredili in res vsak od nas prevzame del odgovornosti. Na okrogli mizi sta bili prisotni tudi lanskoletni organizatorici in pobudnici prvega dobrodelnega teka, Tina Kogoj in Nika Vilar. Sredstva dobrodelnega teka so bila namenjena za zbiranje sredstev za pot Tine na Madagaskar in Nike v Peru v sklopu katoliške organizacije Pot. Tudi letos sta bili pobudnice ideje, da bi ponovili lanskoletni dobrodelni tek, le da bi tokrat zbirali sredstva za potrebe domače skupnosti. Kakšne so vaše izkušnje z dobrodelnim tekom, ki ste ga prvič organizirali pravzaprav lansko leto? Moram reči, da izkušnja prvega dobrodelnega teka je super uspela. Lani v juniju smo organizirali, imeli smo srečo z vremenom in tudi z udeležbo, prišlo je več kot 70 tekačev. Kar dober rezultat za prvič. Ja, tek je zelo dobro uspel, tudi odziv tle someščanov je bil super, se mi je zdel za prvič. Organizacijo, vse, kar smo organizirali, smo dobro izvedli. Tudi program je bil pester, zdaj imamo nove ideje za letošnje leto, tako da mislim, da bo res zna biti super tudi letos. Po besedah organizatorice Tine letos pričakujejo še boljši tekaški odziv, ker so vključili mlade v samo organizacijo teka. Zakaj sem odločil, da bom prostovoljec? Enostavno zaradi tega, ker pomagam sovrstnikom, starejšim občanom, ljudem, ki vem, da so v stiski. So taki časi, da je treba pomagati. In zato sem se odločil, da bom prostovoljec. Sem prostovoljec že 2. leto in sem s tem zelo zadovoljen in ponosen sam nase. Kaj pa moraš delati kot prostovoljka? Veliko gremo pomagamo ljudem, pripravljamo kakšne take, kaj organiziramo. Tako. Sklepi okrogle mize so bili sledeči. Zbrana sredstva z dobrodelnim tekom se bodo namenila za obnovo šolskega igrišča, natančneje za nove mreže nogometnih golov. Hkrati bodo mladi lahko vodeno porisali steno ob igrišču. Tek 14. junija bo združen z začetkom praznovanja občinskega praznika. Tek bodo spremljale tudi dopolnilne dejavnosti, ki bodo tesneje povezale posamezna društva v kraju, kajti mladi so izrazili željo po večjem povezovanju in medsebojnem druženju. Že v prejšnji vdaji smo na kratko predstavili poročila 19. skupščine Gasilske zveze Medvode povezane z letošnjo naravno nesrečo žledolomom. Danes vam bomo predstavili potek del, ki so jih medvoški gasilci opravili v letu 2013. Poleg uspešnih intervencij so gasilke in gasilci dosegali visoke uvrstitve tudi na gasilskih tekmovanjih. Delo gasilcev v letu 2013 je bilo naporno. Obsegalo je veliko število prostovoljnih delovnih ur, tako na organizacijskem kot tudi operativnem področju. Lanskoletna skupščina Gasilske zveze Medvode je bila volilna in prinesla je nekaj sprememb v organih zveze. Če podarim nekaj najpomembnejših zadev, ki smo jih v lanskem letu, ko je bila tudi volilna skupščina Gasilske zveze Medvode,
smo imeli kar nekaj prireditev, in sicer smo imeli prireditev ob odkritju spominske plošče na stari gasilski šoli, ki je delovala. Potem smo imeli preventivni dan Gasilske zveze Medvode pred blagovnim centrom v središču Medvod. Izpeljali smo vsa tekmovanja po predvidenih planih, tako občinska, sodelovali smo na regijskih tekmovanjih, na katerih so se tudi 3 ekipe uvrstile na državno tekmovanje, ki bo letos v Ormožu, sedaj v maju. To so 3 ekipe, in sicer pionirji iz Bilj, pionirke iz Sore ter enota starejših gasilcev iz Smlednika. Posebne pozornosti so bile deležne mladinke prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, ki so se že 3. zapored uvrstile na gasilsko olimpijado, kjer so lani osvojile odlično 4. mesto. Z delom gasilcev je bil zadovoljen tudi poveljnik Gasilske zveze Medvode Franci Jarc. Delo je bilo sigurno plodovito, bom rekel, gasilci smo bili zadovoljivi in uspešni na vseh področjih, tako je od preventivnega področja kot dejansko operativnega področja, pri delu z mladino, pri delu z operativnimi gasilci, pri delu z veterani in pa seveda naše osnovno poslanstvo, to je nudenje pomoči našim sokrajanom. V letu 2013 so se gasilci odzvali na vse klice na pomoč. Teh je znašalo skupaj 54, kar je približno 1 na teden. To je dober povod za to, da morajo biti gasilci dobro pripravljeni, da v vsakem trenutku lahko odhitijo na pomoč. Dobra pripravljenost je odvisna od finančnih zmožnosti. V letu 2013 je bilo za delo Gasilske zveze in njenih društev namenjenih 90 000 evrov. Iz posebnih proračunskih postavk se je nadaljevalo financiranje opremljanja operativnih gasilcev z osebno zaščitno opremo. Za prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče pa je bil iz posebne proračunske postavke financiran tudi projekt izgradnje novega gasilskega doma. V poročilu je predsednik Gasilske zveze zapisal tudi, da čeprav se omenjene vsote zdijo velike, pa gasilstvo v Medvodah nikakor ne bi delovalo, če za velik del sredstev ne bi društva poskrbela sama z raznovrstnimi aktivnostmi. Pogodba o upravljanju javne gasilske službe, ki jo ima Gasilska zveza sklenjeno z občino, pa letos poteče. Pogodba je podpisana še za leto 2014, potem pa prihodnje leto podpisujemo novo pogodbo. Upam, da bomo pri znesku 90 000 evrov, ki je namenjen za delovanje vseh prostovoljnih gasilskih društev, kakor tudi delovanje Gasilske zveze, ta znesek tudi nekoliko povečali, saj se stroški dejansko kopičijo iz leta v leto in so vse višji. Če povzamemo upravljene delovne ure in stroške intervencij, prevozov vode, gasilskih vaj, požarnih straž, izobraževanj, tekmovanj, proslav, nabave različne gasilske opreme in ostalih aktivnosti, je bilo prostovoljno delo gasilcev vredno najmanj 630 000 evrov. Na tej točki je bilo omenjeno tudi prostovoljstvo in status prostovoljnih gasilcev v družbi. Ja, glede na zadnje dogodke, to je v bistvu že poseganje v leto 2014, če pogledamo intervencijo žleta, se mnogi sprašujejo, kako bi pa bilo, če ne bi bilo gasilcev. Žal tam mnogi so tisti, ki niso odgovorni za gasilce. Jaz sem želel to nekako dati apel na višje inštitucije od Gasilske zveze Medvode, da se tudi odgovorni naši predpostavljeni in pa bom rekel, tudi država Slovenija začne spraševati, kaj pa so res prostovoljni gasilci. Vsi vidijo samo gasilce, kako grejo v pomoč, noben pa ne ve, da gremo mi zastonj v pomoč, da gremo v pomoč so ljudem takrat, ko smo v službah, takrat, ko imamo svoj prosti čas, gremo v družin stran in takrat, ko gremo pomagati, riskiramo tudi svoje življenje in svoje zdravje. Na skupščini so sprejeli tudi plan dela za letošnje leto. Prej upravljati javno gasilsko službo, tako kot nam je to predvideva pogodba, in pa seveda nuditi vso potrebno pomoč tako našim občankam in občanom z našo aktivnostjo, se pravi na področju operative, če bo potrebna, upamo pa želimo si pa, da bi bilo to čim manj. Poudarek je predvsem na izobraževanju članstva in podpori pri organizaciji gasilskih prireditev in tekmovanj. Največje tekmovanje bo letos potekalo 31. maja v Zbiljah. Gre za srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine.
Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali o tem, da so znani rezultati kulturnega razpisa, na katerem je strokovna komisija razdelila 150 000 evrov, tako ljubiteljskim kot profesionalnim kulturnim ustvarjalcem. Prav tako smo že poročali, da je po naši oceni zmagovalec prav gotovo kulturno društvo Zbilje, ki ga vodi Franc Cegnar, sicer strokovni sodelavec strokovne komisije. Poročali smo tudi, da naša televizija ni dobila niti evra za našo redno mesečno kulturno oddajo in da tudi zato njena usoda visi v zraku. Kakorkoli, v torek smo se udeležili sestanka upravnega odbora Občinske kulturne zveze Medvode, saj so nanj povabili tudi člane strokovne komisije. Povabilo na sestanek upravnega odbora Občinske kulturne zveze Medvode sta se od 5 članov strokovne razpisne komisije odzvala le 2. Janez Meglič, ki je že sicer član upravnega odbora, in Nuška Perme. Sporočilo obeh je bilo, da je pravilnik, ki določa merila in kriterije sofinansiranja kulturnih dejavnosti, potrebno posodobiti. Povabilu se ni odzvala predsednica komisije Tatjana Komac, se je pa odzval strokovni sodelavec komisije Franc Cegnar, ki breme končnih odločitev svojih ramen vendarle prelaga tudi na občinsko upravo. Strokovni sodelavec pravzaprav pripravi, glede na kriterije in merila, pripravi nek predlog, ki ga potem pač obravnava strokovna komisija. Strokovna komisija pa tudi pravzaprav pripravi samo predlog občinski upravi, ki pa potem odloči o sofinansiranju kulturnih dejavnosti. Če vas vprašam takole, se vaš predlog bistveno razlikuje od tistega, kar potem dobimo sami izvajalci kulturnih dejavnosti? Pri določenih področjih financiranja ne veliko. To so tista področja financiranja, ki so bolj matematično določena. To je recimo redne dejavnosti sekcij pa poslovanje društev. Tam pravzaprav komisija samo kreira to, kakšna bo vrednost točke, se pravi razmerja, pa predvsem je vloga komisije zelo pomembna pri uvrstitvi posameznih sekcij v določene kakovostne razrede. Pri ostalih področjih financiranja, predvsem pri projektih, kulturnih izmenjavah in izobraževanjih, je pa vloga komisije pomembna in tam so velikokrat kar precejšnje razlike med mojimi predlogi. Tudi včasih je na komisiji težko uveljavljati strokovnost predlogov. Na razpravi je bil prisoten tudi direktor Javnega zavoda za kulturo in mladino Urban Eržen, ki je letošnji razpis spremljal kot pripravo na prihodnje leto, ko se bo razpisni postopek vodil pod okriljem zavoda. Obstoječemu pravilniku pripisuje pozitivno vlogo za razvoj kulturnih dejavnosti v zadnjih letih, zaveda pa se, da ga je dogajanje že preraslo. Tudi okolje zunanje se je spremenilo v smislu, da je veliko bolj večje zahteve po transparentnosti delovanja, po transparentnosti razdeljevanja sredstva in pa v bistvu po zakonu o javnem interesu v kulturi je potrebno narediti lokalne programe za kulturo, kar pomeni, da bi bilo mogoče potrebno iti, ne mogoče, ampak je potrebno iti v nov krog pogovorov, razmišljanj in pa definicij, kaj in kako s kulturo naprej in kako razpis tudi urediti, da bo odpravil napake, ki smo jih odkrili, pa da bo uporabil pozitivne vrednosti, pa hkrati uredil zahteve, ki prihajajo od zunaj. Da je obstoječi pravilnik v osnovi dober in da morda manjka bolj dosledno spoštovanje zapisanega, pa je bilo slišati strani predsednika Občinske kulturne zveze Medvode Nejca Smoleta, ki z letošnjim kulturnim razpisom ni imel več nikakršnega neposrednega opravka. Mislim, da se marsikdaj tudi v lokalni skupnosti znajdemo zelo podobno kot na državnem nivoju. Torej, vemo, za kaj gre. Toliko majhni smo, da se poznamo, pa se hkrati sprenevedamo, kaj je in kaj ni, kdo dela in kdo ne dela. Zato je bil moj današnji apel v precejšnji meri namenjen k temu, da se društva ustavimo, seštejemo, vidimo, kje so prostori za izboljšave, kje so prostori tistih sredin, ki jih je treba še vzpodbuditi in posledično tudi pogledati, kje je treba korigirati pravilnik. Strokovna komisija je letos med 19 prijaviteljev razdelila 150 000 evrov, oziroma bolje rečeno med 17 njih, saj 2 nista prejela niti evra. Društvo upokojencev Medvode za slikarsko ustvarjanje in kulturno društvo Sejalec umetnosti Senica, saj kot je uradna razlaga, ni imelo ustrezno ustanovljenih oziroma prijavljenih sekcij. Iz tega razloga tudi KUD Fran Seleški Finžgar Senica ni prejel sredstev za delovanje posameznih novih sekcij, niti kulturno društvo Jaram. To zgodbo
sicer poznamo že izpred let, ko je prav iz podobnega razloga iz financiranja izpadlo kulturno društvo Pirniče, le da je vendarle razlika. Slednje je iz sofinanciranja v celoti izpadlo, Jaran pa se je priboril sredstev v višini 6.000 evrov za kulturno izmenjavo in izobraževanje. Cegnar se konkretnega primera sicer ne spominja več. Ampak bi pa rad pojasnil to, da sekcija, ki v prejšnjem letu ni bila sofinancirana ali ki se na novo prijavlja, mora priložiti sklep o ustanovitvi sekcije. In to je nekaj, kar je del razpisne dokumentacije, ne del prijave, zato se ne poziva društev, da bi dopolnila tisto, kar je potrebno za financiranje sekcije. Največ sredstev je strokovna komisija sicer namenila Kudo Oton Župančič Sora, skoraj 25.000 evrov, vendar je od tega zneska potrebno odšteti 7.000 evrov za redno vzdrževanje prostorov, tako da za številne res delujoče sekcije in njihove projekte ostane le 17.000, od tega na primer 1.000 evrov za sofinanciranje nove zgoščenke otroških skladb, skladatelja Janeza Tometa, šelestenje otroških sanj v izvedbi Soških kresnic. Drugi prijavitelj po količini prejetih sredstev je Kud Pirniče z dobrimi 23.000. Podoba je ponovno drugačna, ko se od tega zneska odšteje 7.500 evrov za redno vzdrževanje prostorov. Zato je po naši oceni zmagovalec letošnjega kulturnega razpisa z dobrimi 24.000 evri prav gotovo Kud Zbilje, ki mu predsednikuje strokovni sodelavec razpisne komisije Franc Cegnar. Za redne stroške vzdrževanja prostorov ne bi sicer letos namenil 2.000, še vedno pa mu za delovanje vseh sekcij in projekte ostane kar 22.000 evrov. Naprimer, le glasbena sekcija, njeno dejavnost žal še nismo uspeli zabeležiti na nobenem dogodku v naši občini, dobi za redno dejavnost dobrih 3.000 evrov, torej toliko kot vsem poznani lovski pevski zbor Medvode oziroma celo za 1.000 več kot celotno kulturno društvo Jakoba Aljaža. Na upravnem odboru Občinske kulturne zveze je prav dokaj bogato sofinanciranje sicer malo poznano delovanje posameznih sekcij, med drugim tudi intermedialne, multimedialne Kuda Zbilje povzročilo največ vprašanj. Manjša prepoznavnost je zato, ker je po mojem interes za sodobne oblike umetniškega izražanja bistveno manjši pri ljudeh, pri medijih in tako naprej, kot za te uveljavljene, bolj priljubljene oblike izražanja. Cegnar pojasnjuje, da so višji zneski odraz tega, da so se kar 4 sekcije uvrstile v višji kakovostni razred. Že prej omenjena glasbena je na primer prejela odlično priporočilo enega od uveljavljenih strokovnjakov na tem področju. Jaz ne vem, mogoče bi bilo najboljše, mogoče vam pa to obljubim kot odgovor na to vprašanje, da vam, upam, da s tem nekaj narobi, no, da vam pošljem to strokovno priporočilo, ki ga je ta sekcija dobila. Jaz bi vas prosila, da nas povabite na en dogodek, ki ga bo pripravila na našem področju. Ja, mi redno obveščamo tudi vašo televizijo, predvsem je zdaj tudi postala redna obveznost, da se obvešča občino, ne, tako da to vabilo boste tako, kot ste do zdaj dobili vsa vabila, tudi takšno vabilo dobili. Prej omenjenim 3 društvom sledi Kud Smlednik z borimi 17.000, saj je potrebno temu znesku odšteti še 4.500 za redno vzdrževanje prostorov, tako da za vse gledališke skupine, pevske sestave in pritrkovalce ostane le 13.000 evrov, malenkost več kot društvu, ki mu sledi. Sledi pa mu Kud Fofite z malenkost manj kot 12.000 evri, oziroma ko odštejemo še stroške za redno vzdrževanje prostorov, le še 11.000 evrov. Kulturno društvo Godba Medvode je na razpisu prejelo še manj kot 11.000 evrov za delovanje sekcij, nič pa za obeležitev 85. obletnice društva in nič na primer za nakup in vzdrževanje inštrumentov. In to že 3. leto zapored, kar je za tovrstno dejavnost že nedopustno. Z dobrimi 6.000 sledi Občinska kulturna zveza, ki je letos prvič sodelovala na razpisu. Prej je bilo njeno sofinanciranje namreč samostojna proračunska postavka. Smoleta je najbolj spodla višina sredstev za izvedbo jesenskih serenad v višini zgolj 2.400 evrov. Mi z neko kvoto sredstev enostavno ne moramo delati. Pa ne zato, ker bi kdorkoli želel na ta račun služiti. Sploh ne. Ampak zaradi tega, ker Občinska kulturna zveza prevzema projekte, ki so takšni, kot so, in če jih hočemo izvesti, jih pač tako moramo, ker smo vezani na zunanje izvajalce, ki nam pošljejo pogodbe pol leta prej in kjer ni
prostora za medvoško balansiranje 300 evrov gor, 300 evrov dol. Ne. To je tista stvar, na katero sem bil kar nekoliko jezen, ker se mi je zdelo, da so to projekti, ki so v naši sredi že toliko dolg časa, da vsi vemo, koliko vagajo. Ne. Smolej je ob tej priložnosti izrazil celo bojazen, da bo šla kulturna po poti športne zveze in da bo zato potrebno vendarle doreči. Kaj je njihovo področje delovanja, kje prinašajo naši lokalni skupnosti dodano vrednost, če kje ne. Tukaj bomo najprej morali odgovorci kulturniki med sabo, potem bo morala pa tudi še druga javnost, lahko tudi politična, se do tega opredeliti. Prav takole 6 tisočakov je prejel KUD Fran Seleški Finžgar Scenica in novinec KUD Jaram. Slabimi 4 tisočaki za 2 projekta sledi zavod CCC Zvonke Simšič, s 3 tisočaki že prej omenjeni lovski pevski zbor in z malenkost manj kot 3 tisočaki za en sam projekt ponovno Zvonka Simšič. Po 3 tisočaka je strokovna komisija namenila knjižnici Medvode za projekt kulturne izmenjave. Prav nič v ta namen pa ni namenila že prej omenjenemu kulturnemu društvu Jakoba Aljaža, ki se mora zadovoljiti z 2 tisočakoma za delovanje. Za projekt Breme svobode je skoraj enako količino sredstev dobila Emina Đukić in nekaj manj kot 2 tisočaka za prireditev Izgubljena očica Lidija Sušnik. Prav slednja razpredelnica pa kaže še na določene nedoslednosti in nedorečenosti in tudi na stalnico razprave ob rezultatih kulturnega razpisa. Razkorak med tradicionalnimi kulturnimi praksami in ohranjanjem kulturne dediščine na eni in sodobnimi oblikami izražanja na drugi strani in pa seveda razmislek o ljubiteljstvu in profesionalizmu in kdo naj ga plača oziroma iz katerega naslova. Komu je razpis bolj naklonjen, so bila mnenja deljena. Ta debata, ki je danes potekala, pa poteka pravzaprav in sem jo vajen že ves čas, tako v OKZ-ju kot na komisijah, namreč razmerje med sodobnejšimi oblikami umetniškega izražanja, tudi celo iskanji, eksperimentiranji in med tradicionalnimi oblikami. Tisto, kar je tukaj najbolj pomembno in tisto, kar je zato tudi zelo cenim društva, ki recimo delujejo bolj na področju tradicionalnih dejavnosti, je ravnovesje med tema 2 stvarima. To je tako, jaz vedno rečem, pa nekateri to jemljajo tako, mogoče preveč hudomušno, ne? Ampak jaz moram rečem, hvala Bogu za soro, da meni tega ni treba delati. Cegnar je že večkrat doslej poskušal razpravo ob razpisu preusmeriti v razmislek, kako doseči več sredstev za sofinansiranje kulturnih dejavnosti ali pa razmislek o tem, katere dejavnosti v prihodnje ne sofinancirati. Imate kakšne stvari prav posebej v mislih? Ne, to je najtežje. Jaz tudi mislim, da takrat, ko bo treba odločati o tem, da se predvsem določene redne dejavnosti, o tem govorim, ne bi financirali, takrat mene verjetno ne bo več zraven pri tem delu, ker sem pa kulturnik po svojem osnovni in da bi kakorkoli soodločal o tem, da pa neka redna dejavnost ne bi imela niti majhne priložnosti, da funkcionira, to pa mislim, da bi bilo kar malo pretežko zame. In čisto na repu sofinansiranja je tudi televizija Medvode. 540 evrov je strokovna komisija namenila za 4 portrete medvoških kulturnih delavcev, kar ni dovolj niti za enega. Niti evra pa za oddajo o alternativni glasbi Grom in za redno mesečno kulturno oddajo. In dvom, zakaj nič sredstev, če so merila in kriteriji enaki kot lansko leto. Se pravi, kriteriji ostajajo isti, ampak se znotraj enega področja financiranja pojavljajo novi projekti. Ravno recimo na področju vaše kandidature, v področju projektov in prireditev, je letos bilo 6 novih projektov in je zato, da se doseže financiranje, potrebno doseči več točk in se ta prag točk znižuje. Upravni odbor Občinske kulturne zveze Medvode je po končani razpravi sprejel sklep, da se že v mesecu maju oblikuje delovno telo iz predstavnikov vseh kulturnih dejavnosti v naši občini, ki bi v nadaljevanju v sodelovanju z Javnim zavodom za kulturo in mladino pripravilo nov pravilnik usklajen s potrebno strategijo kulture v naši občini. Zaključujemo pa z novo premiero na Medvoškem odru, v kateri smo bili priča pretekli petek. Gledališka zasedba KUD-a Fofite, ki velja za eno najbolj produktivnih gledaliških skupin zadnjih let v naši občini, vsako sezono poskrbi za najmanj eno novo prizoritev. Tokrat se je 8 igralcev in igralk lotilo modernejšega teksta izpod rok Davida Ivesa Ujet pravi čas.
Režiserska taktirka je bila kot navadno zaupana hišnemu režiserju Branetu Kraljeviču. Ujet pravi čas je predstava, ki združuje 5 krajših enodejank, 5 poskusov, kot so jih poimenovali, na prvi pogled preprostih, na trenutke duhovitih zgodb, ki se soočajo z nerazrešljivo skrivnostjo človeškega bivanja v danem trenutku. Ta igra je pisana v postmodernem jeziku, v sodobnem jeziku, zahtevnejša v svoji pisavi, nedvomno. Ne ponuja samo atrakcije in zanimivosti, ampak predvsem sploh v prvem delu nekaj intelektualnega premisleka, ki pa ni zmeri atraktiven, ni vselej všečen, je pa tokrat v naši uprizoritvi nekak nujen sestavni del razvojne poti, ki jo opravimo od 1. pa do 5. poskusa. Igralci so bili tokrat postavljeni pred nov zanimiv izziv, soočiti so se morali zahtevno sodobno gledališko govorico. 5 enodejank so vsak z večjimi vlogami uprizorili: Jure Galičič, Monika Jekler, Andraž Hafner, Maša Kavčič, Katja Kutnjak, Johnny Baloni, Taja Vratarič in Zvonena Gode. Tudi v procesu gradnje predstave je 5 enodejank rastlo ločeno, šele v zadnjem tednu so skupaj zaživele na odru. Tudi mi smo mogli najprej si na veliko vprašanj odgovoriti, preden smo lahko ta vprašanja zastavljali naprej gledalcem. Tako da je kar nekaj časa trajal sam študij in sploh kaj Hudiča hoče povedati. Mogoče bil največji izziv to, ker gre za predstavo, ki je sestavljena iz 5 enodejank. To se pravi 5 popolnoma, vsaj na videz, nepovezanih različnih zgodb, različnih načinov pripovedovanja. Ne gre za tisto, da lik izoblikuješ od začetka do konca predstave, ampak ga je treba v enem prizoru, ki sicer traja malo dlje, ampak ga je treba v tistem oblikovati. In če imaš 3 take prizore v eni predstavi s 3 različnimi liki, s 3 različnimi načini, je prepletanje vsega tega tisto najtežje, oziroma sem lahko čisto iskren, tudi učenje teksta. Ker gre za čisto popolnoma 3 različne načine, 3 tipe teksta in to je bilo težko. Avtor se v svojih enodejankah, kot Fofite je uprizoril igre Jasna stvar, 7 menijev, univerzalni jezik, davno tega daleč stran in besede, poigrava s pojmi časa, resničnosti trenutka, ljubezni in svobode. A zdi se, da predstava raje gledalcu navrže še kakšno vprašanje več, kot da bi ponudila enoznačen odgovor nanj. Ja, jaz mislim, da vsak prizor nekako nastavi tam 80% odgovorov, ostalih 20 razlag si mora pa poiskati gledalec sam. Ker posega na področje, kjer ne gre več samo za vprašanje nekega vsakdanjega življenja, ampak gre za vprašanje, kako se vidim v tem svetu, kam se umeščam, kakšen je moj odnos mogoče do telesa, do duše, do duha, kaj si obetam od prihodnosti in kaj mi pomeni preteklost. To so pač vprašanja, za katera ima vsak posameznik svoje odgovore. Predstava je po premieri v preteklem tednu doživela še 2 ponovitvi, za vse zamudnike pa bo dodatna priložnost na voljo 28. aprila. V nedeljo 13. aprila, ravno na svoj rojstni dan, je tenisačica Eva Kalan zmagovalno vstopila v poletno tekmovalno sezono. Članica teniškega kluba Spin Medvode je na turnirju v Domžalah osvojila 3 zmage med starejšimi tekmicami v kategoriji U14 in osvojila končno zmago. Na Pokljuki je minuli vikend potekala slovesna razglasitev rezultatov skupnega seštevka tekem v zimskem pokalu Geoplin. Kar nekaj medvoških smučarjev tekačev je sezono končalo čisto na vrhu slovenskega pokala. Zala Jenko je zmagala med mlajšimi deklicami, Nina Žavbi-Kunaver med starejšimi mladinkami, Rok Tršan med člani, Ana Marija Lampič med članicami, v isti kategoriji si Anja Žavbi-Kunaver deli drugo mesto z Blejko Niko Razinger, tretji med starejšimi mladinci v pretekli sezoni pa je bil Janez Lampič.
V 17. krogu 3. slovenske nogometne lige Zahod je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode s 3-0 premagala gostujočo ekipo iz Kamnika. Mladinska ekipa je na domači zelenici remizirala proti Mirni, selekciji U15 in U11 pa sta v gosteh prva proti Domžalam in druga proti Drejnu izgubili. Članska vrsta košarkarskega kluba Tinex Medvode je v 4. krogu lige za prvaka izgubila proti Celjanom, končni izid je bil 70-72. V Medvodah so policisti obravnavali kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Obravnavali so tudi delovno nezgodo v proizvodnem obratu, kjer si je delavec pri delu s tiskalnico poškodoval roko. Policisti o drugih dogodkih ne poročajo, še vedno pa opozarjajo vse voznike, da na celotnem območju države poteka evropsko usklajen nadzor SPID, v katerem so pod drobnogledom predvsem vozniki, ki vozijo prehitro v naselju in izven naselja. Opažajo tudi povečano število tatvin pred nakupovalnimi središči in na avtocestah, zato bodite previdni, če pa opazite karkoli nenavadnega, obvestite policiste na številko 113. To je bilo vse v današnji informativni oddaji. V sredo mladinska redakcija pripravlja novo epizodo Džumbusa. S svežimi novicami pa bomo z vami ponovno prihodnji četrtek. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.